Ja, se je to. Tam sem začela malo bolj zgodi dol. Je taka malo smotana cesta za avto, tako da smo malo prej začeli šetati. Zdaj pa jač. Evo pa smo začeli hoditi po gorski poti. Tem na gor se pa živiti, Staršič. Je pa parkirišče, s kjer smo štartali. Sik. Evo, pa se že začeli klanc. Veselje v obliki klancov. Že do prvega razcepa, da je pa kar klanc gor. Ne bom rekel, da ne paše, je tukaj malo mraz. Smo se vsaj malo ugreli. Sam lejte to, ni sik. Evola, kaj se ga šeta. Pot, ki gre odkole na ciksak. Mi dobro smo začeli. Pa se vidimo kmalu. Ja, moram pa reči, da je že kar takoj orango strmo. Sam se pa taki razgledi odpira čistik. Takole se odpirajo pogledi, iz temle so pa prišla. Še ta je bila za Staršič. Pa naprej po gozdu naprej. Pa klanc. Da boste videli, kakšni klanci so. Zdaj, če nimate radi klancov, kar odsvetujem tole. Je kar strmo kasina. Takole se vidite, če markacije. Pot je kar dobro označena, sami treba res gledati. Drugače pa takole cik-cak celo pot. Ampak je pa sik. Res je lepo, no. Takole se lepo odpre na vsake tok. Čist sik razgledi. Pa potem je naprej potka. Spet gor v hrib. Tisti, ki ne mara klancov, tole ni zanga. Čistik. Evo markacija. Da boste videli škrca, kako pleza. Čist je top. Uživamo s klanci. Klanci so kar orangi. Moram reči, da mi je ful všeč. Pot mi je bolj všeč, kot za na Triglav, ker je bolj taka gozna. Že tako vidite ta drevesa, kako se odpira gor. Čiste sike.
Evo, zdaj smo nekako na pol poti. Tam na gor pa že vidimo naš cilj, Storžič. Evo naprej. Res je ful lepo. A končno sonček. Tjale gor gremo. Še malo. Zdaj gre pa malo nadol, pa še zadnji vzpon. To je to. Evola. Zdaj pa zares. Glede te razglede, noro. Še na drugo stran. Sik. Pa strmo pa sik, stari. Shit. Ta je močkem bolj nevaren, ki ga drsi zjutri. Zaradi te vlage, pa rose. A drugače pa super. Tam na gor je pa žor. Evo našega planinca. Šeta na Storžič. Še malo smo pod vrhom. Še zadnji resen vzpon. A ni sik. Sik. Tele pa je strmo. Tele bo kar zaplezat. Je pa kar strašno, tako da kadar pogledaš. Tjale gor se pleza. Moraš kar pospravil kamerco, ker to da je kar lahko nevaren. Zdaj so res fenomenalni. Vistam, da dol smo prišli. Gledajte to, a ni noro. Čist noro je. Zdaj pa tjale gor. Evo, pa smo prišli na vrh. Razgledi so fenomenalni. Na Koče pa 2019 za najboljša planinska Koča med vsemi. A na Tolstem vrhu? Ne, na Kriški. Na Tolstem vrhu ni Koče, tam je sam vrh. Sam so pa res sik razgledi tukaj. Vidi se praktično do Ljubljane, Šmarno gora se vidi tamle dol. Ok, zdaj bo šla še dol. Zdaj potem, da strmem delu ne bom snimal, ker je preveč strmo pa nevaren. Pa se pa vrnila, ki se bo ostavila pod tem delom zaplezat. Zdaj je dol gledal. Tako da gremo dol. Adijo, Storžič. Evo, tle smo prišli do Jeklenice. Tle mora pa strmiti poti dol, tle res ne bom snimal, ker da je pa. Se vidimo dol. Tole se gre pa dol. Glejte matica, ki pleza. Je kar strmo. Jaz ful uživam. Tle sem lik po najbolj nevarnem delu. Jaz sem si vzel par minut, da še malo posnamem za vas. Da boste videli, s tamle gor smo prišli s hrbtom. Takole. Treba pa tja dol. Čisik. Priporočam. Evo, tukaj smo prišli spet do Jeklenice, ki je treba plezati, samo tako, da vidite, iz kje se gre. Bom snimal pa spet naprej. Samo gledam. Res je, ja. Zdaj smo prišli iz najbolj nevarnega dela. Čist malo malo še zaplezati. Takole je pot, ker tle ni več toliko nevarno, samo še vedno treba paziti, ker gledajte, zraven je praktično prepad. Ajmo drugače pa je to, čist top. Pa ni to gužve, kakor za na Triglav sam. Gor je bila res oranž gužva, pa neko mašo sem jaz dosti kar šla hiter dol.
se nama ni dol gor obotavljati, ker je bilo res bezno, ampak nimaš kaj. Tle si že upam malo snemati. Vse enkrat drsi. Le bom šel počas. Svetujem res previdno, dokaj je nekaj zaplezati. Ni toliko scary. Ampak je treba paziti. Zdaj se je kar tamle odkrušilo kamenje. Je res treba paziti, mogoče se za to svetuje čelado. Jaz se danes nisem imel, ampak si jo bom pa kupil za naslednjič. Wow, noro. To pa je noro. Res sik. Čist ga sede. Za dole je dejansko še lepš, tukaj je več sonca. Čist je sik. Moram reči, da zelo uživam. To res je raj. Res je top. Res je top. Pa res ni to na hard. Malo je zaplezati, sam ni panike. Zdaj še predpriprave za tridlo, sigurno. Evo, tele emoci so ravno malo zdrcali, tako da res bodite previdni. Rajš malo bolj počas. Pa gledajte, kam stopate, da se vam ne bo spodnesel. Ampak če ste vse malo previdni, načeloma ni panike. Andaj je treba paziti, kaj je tale šodar. Pa da sam bodimo pazljivi. Je pa sik. S tem gor smo pršali. No, zdaj smo pa že pršali v nevaren del tega, lahko malo pospešimo. Zdaj pa z Matitkom že iščeva en spot, kjer se bova usedla, pa še malo uživala, zato ker gor res nisva mogla toliko, ker je bilo preveč folka. 15 minut sva bila gor in sva imela dosti, ker je bilo čisto preveč velika gužva. Zdaj bova iskala uno skalo, ki sva se ustavila, ker sva šla gor. Pa bova v izi imela postojanko tamle, pa bo čist nice. Vse sva že bliz. Evo, bi radi videli še en pogled, iz kje smo prišli. Sika, ne? Čisik. Res moram reči, da uživam zelo danes. Matica, uživaš? Ja, sigurno. Čisik. Evo, še malo pa sva hodili skali, ker sva si jo ogledala, ker sva hodila gor. Čist sede. Definitivno se bom še vrnil na Storžič. Definitivno. Vsaj enkrat, če ne večkrat. Verjetno večkrat. Ker mi je ful všeč pot, res mi je ful všeč pot. Čisik. Glejte ga. Res nice. Ful je lepo. Res se ga uživa. Smo že nazaj v gozdu. Tale potka mi je pa še bolj všeč, ker je taka mehka potka. Evo, čisik. No, tamle gor smo bili, s tamle smo pršali. Noro, a? Noro.
Res mi je všeč ta potka, prav taka pravlična je. Evo, v bistvu smo že čist pri koncu naše poti. Čist je hudo, čist je pravlično. Pa sede v gozdu, ki ni to vroče, res sede. Vem, da sem to danes že rekel, sam verjemte. Jaz ste dol na gorskem soncu, ki ga pali, ko priješ takole v gozd, ga res sede. A, tle je treba iti pomalo spodi. Ni hujše panike. Še malo pa smo dol. Evo pa smo dol. Hvala Storžič. Hvala. Se vidimo kmalu. Čau, čau. Da sem že zaključil snemanje za danes, sem že prišel dol sam. Imam še en zelo koristen nasvet za dati. Zdaj, v bistvu, ko prijete do izgore, noge so zelo zjebane, pač malo trpijo in je zelo splača se pač v bistvu namočiti noge v Krišti reki, tako da dejansko po Storžičom, če grede v potki, se lahko ostavite pač malo nižji, ko grede po Makadamu, pa pač najdete tako sotesko, pa čist iz izvera, čist ga sede stari, pa takole namočiš noge in se čist sprostijo. Tako res, ni lepše za konc. Zdaj se pa res vidimo, uživite, ajde ga.